A mislite, da se tukaj bolj živi, kot pri nas v zahodnem svetu? Današnji vlog pa začenjam zelo po balkansko. Nima nobene veze s Kubi hiškam kot takim materialno, ima pa zelo veliko povezavo z našo misijo, poslanstvom. In sicer trenutno sem v Tuzli, to je samo, dajmo reči, prehodna točka, danes sem do sem prišel, jutri grem pa naprej v Črno goro, Kosovo in potem v Albansko gorovje. Tukaj imam šišo, evo jo, tako da je ambient res ta prav. No, lihkar se mi je zgodil 10 km čist nepredvidenega makadama, ker je Google mislil, da je lepa cesta, no in zdaj sem končno nazaj prišel nekam na podeželje, v neke odročne vasi. Motor zgleda takole, čist je blaten, zadnji še hujš. Tako da zdaj pa upam, da bo naprej normalna cesta. Sicer je pa taka lepa pokrajina. Evo, vasice, pašniki, sred narave, ful lepo. Evo, trenutno sem na prelazu med Črno goro in Kosovom in bi vam rad tole pokazal. Glejte, tale razgled, pa tole naravo. In tukaj prav zanimiv so hiške, v katerih dejansko živijo pastirji. Tukaj na tem prelazu je cel kup krav, koz, ovc in tukaj vse, kar imajo, je en majhen vrtiček, zbiralnik vode, pa narava, s katero so obdani. In kot kaže se, da tudi v tem čisto v redu preživeti. A mislite, da se tukaj bolj živi, kot pri nas v zahodnem svetu? No, tole, kar slišite tukaj za mano oziroma okrog mene, želimo v Mizarcu Hrovat poustvariti. To je tista pristna narava, ki jo doživimo samo, če se resnično umaknemo iz civilizacije. Ampak naša naloga je, da to poustvarimo tudi na vašem vrtu. Itak ne bojo se slišali zvonci krav, ne boste imeli zraven pašnika, to mi je jasno. Ampak energija, ki jo človek doživi, ko je v naravi, je pa zelo pozitivno nalezljiva. In se jo da prenesti tudi na vaš vrt. Ne samo z vrtno hiško. Predvsem ciljam na samo zasnovo vrta, na to, da imate veliko zelenja, da imate veliko drevja, da ima konec koncev, če ste na podeželju, bo še toliko lažje. Evo kravce. In to energijo, ki jo človek dobi, ki se z njo napolne, ki gre v naravo, lahko poustvarimo tudi doma. Kdaj ste se nazadnje doma usedli na terasi, pa niste prijeli telefona v roke, ali pa niste prijeli cigareta ali pa kave, ampak ste se samo usedli, pa poslušali, opazovali. Poslušali naravo, pa poslušali sebe. In tega ne morete početi v dnevni sobi. Tega ne morete početi nikjer drugje kot na vrtu, oziroma je vrt najbolj primeren kraj. Temu se reče tudi ena oblika meditacije. Jaz to velikokrat naredim, živim sicer v bloku, nimam te možnosti doma, ampak probam vse tole nadoknaditi takole v naravi. In verjemite mi, da kot človek lahko veliko boljš funkcionirate, če notranji mir najdete v sebi in imate možnost se v ta notranji mir vračati, tudi ko ste doma. Se pravi, da niste doma skozi pod stresom, ni treba doma skozi sam nekaj delati, pa pospravljati, pa urejati, pa rihtati. To je potem isto kot takrat, ko ste v službi ali pa ko gradite kariero. Prav je, da gradite kariero. Itak, saj to je tista stvar, ki vas konec koncev motivira, ki vam da inspiracijo. Ampak
Kot človek rabimo oboje, rabimo eno in drugo, zato da smo opolnomočeni.